Tistega dne je Bog k Mariji poslal angela. Marijo je oblila nebeška svetloba in zelo se je prestrašila. Zdaj vidimo, prve čestitke že dežujejo. Kako je po vam zdaj, ko je ta prva premiera za vami božične zgodbe v živalskem vrtu? Predstava za živalmi je drugače kot naučena predstava v gledališču. To smo že na začetku vedeli. Dve predstavi ne bosta enaki, ker imamo žive živali, imamo njihove skrbnike, ki seveda tudi niso igralci, ampak upamo, da je predstava lepo uspela in da smo našim obiskovalcem pričarali na lepo božično prednovoletno vzdušje. Zdaj, kako izgledajo same vaje? V gledališču vemo, tam se vadi tekst, premike. Kako je pa tukaj? Ste vadili kaj? Seveda, najprej treba živali navaditi med seboj. Vemo, da kamela pa konj je nekako velika razlika. Konj se je bal kamel zaradi njihove velikosti, zaradi njihove dlake. Najprej smo morali živali spoznale in potem seveda za živalmi vaditi v tem prostoru, vključiti publiko, vključiti luči, vključiti zvoke. In to je bila tudi ena popestitev za same živali, ker načeloma nastopajo živali, s katerimi tudi drugače delamo v živalskem vrtu. In živali, mislim, da je bila to lepa popestritev za njih, predvsem v tem zimskem času, ko je manj obiskovalcev, ker tudi te živali potrebuje človeško družbo. Mogoče zdaj ste se odločili za posnete pesmi, za pesmi v živo, nekaj težav je tudi bilo. Ja, letos je prvič prva predstava. Nekako smo poskušali prebiti led, učimo se in upamo, da bo naslednje leto predstava še boljša, še lepša, še bolj atraktivna za obiskovalce in seveda v vseh naših predstavah bodo vključene tudi živali, kar je seveda naša prednost kot živalskega vrta.